Play-off za Ligo Evropa je tu, padli so še eni Škoti. Še druga nogometna bitka proti nepopustljivim gostom je prinesla veliko veselje v z 10 000 gledalci napolnjenem Ljudskem vrtu. Maribor Aberdeen 1:0, skupnem seštevku 2:1 in napredovanje kot najlepše možno obeležijo spomin na tragično preminula Damjana Marjanovića in Zorana Baljaka. Po minuti molka v spomin na mlada nogometaša se je začelo zadržano na obeh straneh. Prvi pa je po odloženi žogi Novakovića zapretil Vršič. V 23. minuti pa šok. Povratno podajo Šulerja je prestregel Runi, Handanoviću se posredovanje ni šlo in gostje so prišli do velike priložnosti, toda mariborski vratar je še enkrat več postal nepremagljiva ovira in ubranil strel napadalca Aberdeena iz kazenskega strela. To je bil samo del segmenta v igri, ko smo se pripravili na njega. Zdaj je cela ekipa morala garati s postavljanjem, z visokimi žogami, z zelo visokimi napadalci in dobrimi skakalci in pol še iz obrambe so prihajali skakati, ampak roko na srce, v igri so bili nekako boljši, posebej prvi polčas, nekako nismo našli pravega ravnotežja, ampak na koncu ne vem, mogoče je tudi vplivalo malo vsa te situacija, ki je bila okoli kluba. Enostavno to smo morali prebroditi in skupnimi močmi z navijači, ki so bili fenomenalni. Na obeh straneh smo nekako to dali skozi. Sigurno tukaj naš Handa nas v najtežjih trenutkih nas dvigne, nam da neka dodatna krila, ki nas ponesejo pol v nadaljnji potek tekme, tako da velike zasluge k tej zmagi pripisujemo Jasminu, sigurno. Nekaj minut po 11 metrov, ki je po kotu z glavo poskusil Tavares. Ob koncu polčasa pa še ena sjajna obramba Handanovića, tokrat je poizkusil Šini. Drugi polčas se je pričel s poskusom Meglina čez gol. Prva nevarna situacija pred škotskim golom znova za Vršiča, ki je po podaji Janže slabo zadel žogo. Le 2 minuti kasneje si je Novaković spretno izboril prostor za strel. Poskus Vršiča pa preko gola. Potem pa drugi ključni trenutek tekme, ko je zaradi udarjanja s komolcem rezervist Stokli prejel še drugi rumeni karton in bil le po nekaj minutah na igrišču izključen. Z igralcem več so v 74 minuti Mariborčani prišli do novega strela, tokrat je z razdalje poskusil Pihler, toda meril previsoko. V 79 minuti je z obrata mimo leve vratnice nameril Tavares. Zadnja priložnost Škotov v 85 minuti, toda v poskusu Runija je bil Handanović zanesljiv. Na drugi strani pa je strel Bajdeta vratar Lewis zadržal. V 93 minuti vendarle gol za dokončno odločitev. Šini je podal žogo nazaj vratarju Lewisu, ki mu je žoga odskočila prek noge in končala v mreži. Za veselje in za napredovanje po dveh težkih, stresnih, fizično in psihično napornih obračunih. Stresna tekma, težek nasprotnik, neka taka klima, v kateri je bilo težko igrati. Vendar nas je na koncu nekaj nagradilo in smo zabili ta zmagoviti gol in gremo naslednji krog, kar je bil primarni cilj. Ja, mislim, da so bili danes navijači fantastični, mislim, da sigurno ni bila naša najboljša tekma, tako da znamo veliko bolj, zmoremo veliko boljš, ampak sigurno so nas tudi oni nosili in na koncu pripeljali do tega cilja. Ob žrebu za play-off Lige Evropa in za zadnjega nasprotnika na poti v skupinski del pa vabilo tudi za nov vrhunec v Ljudskem vrtu. V ponedeljek bo na sporedu prvi večni derbi v novi sezoni, Maribor Olimpija ob 20:15.